Pozdravljeni! Govorili bomo o sadnih in zelenjavnih sokovih, ki jim rečemo tudi smudiji oziroma zmešančki. Smudiji so vedno bolj priljubljeni, ker vsebujejo veliko vitaminov, mineralov in drugih hranljivih snovi, ki jih telo potrebuje. Priprava je zelo enostavna in hitra, saj v mešalniku ali drugih mešalnih aparatih samo zmiksate raznovrstno zelenjavo in sadje in smudi je pripravljen. To je samostojen obrok in ga lahko zaužijemo za zajtrk ali za malico. Glavni razlog za pitje smutijev je na zdravje, tukaj bi poudarila zdravje. Vsak posameznik si želi biti danes zdrav. Tudi tisti, ki ste suhi, kakorkoli priporočam, da začnete uživati presno hrano, lahko v surovi, takšni narezani obliki ali v obliki smutijev, kakor vam paše smutije. Prednost je v tem, ker je v eni kompaktni obliki zmešano veliko vitaminov, mineralov, vlaknin, ki jih sicer ne bi mogli užiti. V enem takem smutiju sta recimo 2 pesti špinače, ena velika merica lanenih semen, potem veliko sadja, zelenjave, tudi spirulina, ki jo samo ne moremo uživati. Skratka, tisto, kar bi mi želeli zaužiti, je vse v eni kompaktni obliki. Zato je to v bistvu enostavno in praktično, ker sicer rabimo tone zelenjave, da to nadoknadimo vitamine in minerale. Smutiji so lahko sicer sadni, lahko so sadno-zelenjavni. Mi priporočamo sadno-zelenjavne smutije, ker sama zelenjava ima več vlaknin, zniža kaloričnost obroka in boljše je za sam obrok, da kombiniramo sadje in zelenjavo. Jaz osebno priporočam, da se ne daje več kot 2 do 3 različne kombinacije sadja v en smuti. Naprimer, en primer, pomaranča, banana, jabolko ali pa hruška namesto jabolka, potem dodate naprimer svežo sezonsko zelenolistnato zelenjavo, torej vse, kar lahko vidite okrog prsta. To je lahko recimo listje rdeče pese, listje korenja, špinača, blitva, zdaj so aktualne koprive ali pa peteršilj. To se lepo super zraven zmeša za bolj zeleno barvo in pa za boljši razstropljevalni učinek lahko dodate alge spirulina ali klorela, dodamo vodo. Super je, če se doda tudi malce limone, sveže začimbe, zelišča, lahko si kakšen ingver doda, lanena semena, skratka, kar vi čutite, da vam po okusu odgovarja. Super je, če si še malo recepte pogledate, katero sadje sodi skupaj, tako da vas ne bo preveč napenjalo ali kakorkoli. Zato čim manj sadja notri. Recimo, takle smuti nima veliko kalorij, ker je tukaj recimo polovico zelenjave in pa polovico sadja. Če sadje ni kalorično, če daste naprimer notri pomarančo, banano, špinačo, super hrano, naprimer spirulino, pa potem kakšno kokosovo vodo ali pa semena, da bolj obogatimo in ima več vlaknin. V tem primeru tak smuti nima več kot 200 kalorij. Zdaj odvisno tudi od količine, ali je to 3 deci, pol litra, tako da načeloma je to lahek obrok. Priporočam, da si smutije privoščite natešče oziroma takrat, ko niste že nekaj časa jedli. Najbolje zjutraj, torej za zajtrk ali za dopoldansko malico, lahko sicer tudi sredi dneva, če prej nekaj časa niste uživali hrane. Za večerjo sicer jaz ne bi priporočala smutija, jaz smuti priporočam bolj v dopoldanskem času, ker takrat smo zaužili manj hrane. Če recimo mi popoldan pojemo toplo kosilo, pa potem za tem smuti nas lahko napenja, sadje začne vreti v želodcu. Če pa mi recimo prej 4 ure nismo jedli in če vam odgovarja, nekaterim odgovarja tudi jabolko za večerjo, seveda lahko, ampak moje osebno mnenje je, da se sadje uživa pretežno v dopoldanskem času, zelenjava pa v popoldanskem. Nič ni narobe, če si na primer za večerjo privoščite solato ali neko narezano zelenjavo skupaj z neko beljakovinsko ali toplo ogljikohidratno večerjo. Lahko je to v obliki juhe, pa dodate sveže začimbe, na primer peteršilj.
Zdaj, dopoldanski čas je najbolj primeren za razstrupljanje. Torej, če želite hujšati, je najbolj primerno, da dopoldanski čas izkoristite za razstrupljanje telesa, tam nekje do 12. ure, lahko uživate tudi samo sadje. Sicer pa, če želite uravnoteženo prehrano, dopoldan jemo normalen zajtrk, bogat z ogljikovimi hidrati, beljakovinami, vitamini, minerali, maščobami, skratka vsem. Ko vstanemo, recimo najboljša navada je mogoče kakšna limonada oziroma pač malo limone si stisnete v mlačno vodo, čim bolj podobno temperaturi našega telesa, ne prehladno. Potem pa nek zelenjavni oziroma razstrupljevalni smuti in naslednji obrok je lahko že zajtrk oziroma malica, lahko je to pač kosmičiso v kombinaciji tudi z kakšnim suhim sadjem, kefirjem, karkoli pač imate radi. Ali pa kruh in zelenjavni namaz. Če si smutije pripravljate sami doma ali pa jih naročite recimo pri podjetju, ki se ukvarja s svežo pripravo smutijev. Za smutije je res pomembno, da so sveži, da jih popijete čim prej oziroma pojeste in pa da kombinirate zelenjavo, ker to pač zmanjša kalorično vrednost, hkrati pa pač nasiti telo, ker ima veliko več vlaknin in manj sladkorjev. Sadje je sladkorjev, ogljikov hidrat. Jaz bi priporočala, da se smuti je žlico, to pa zato, ker se prebava ogljikovih hidratov začne v ustih in ko mi pomešamo zalogaj hrane s slino, takrat praktično se začne prebava. Ogljikovi hidrati... Smuti lahko popijemo v 24 urah. Najbolje ga je popiti v pol ure, a ni nič narobe, če ga popijemo čez 3 ali 4 ure ali celo kasneje. Kasneje sicer vsebuje manj vitaminov ali mineralov, vendar spet ne veliko manj. Pomembno je, da ga popijemo isti dan. Ta se uporablja za hujšanje, predvsem zaradi tega, ker sama ananas deluje na telo, tako da pač lahko shujša z njim. Zdaj same sestavine, večino jih imamo že tukaj na pultu. Sestavine je ananas, ko sem omenil, to lepo rdečo barvo, da je pesa, limonji sok gre noter, jabolka, goji jagode, pa seveda voda, ki je najbolj pomemben del smutija. Zdaj, kot je kolegica povedala... Vas zdaj mika, da bi si naredili smuti? Poskusite ga narediti že jutri za jutranji obrok. Bo pa naj sadni ali sadno-zelenjavni, izbira je vaša. Hvala lepa za pozornost in nasvidenje.